nocojšnjem večeru, torej Mohorja Celovce in pa kulturno društvo Leskovic organiziramo ta nocojšnji večer, ki poteka v okviru socialnega tedna. Poseben pozdrav naši nocojšnji gosti, gospe Silvi Matos, avtorici knjigi Ustvarjalni ogenj v vsakem človeku, o kateri bo tekla tudi beseda, in pa seveda pozdrav tudi Jasmini Spahlič, ki bo vodila ta večer. Dovolite mi na začetku samo 2 besedi o socialnem tednu, ki ga pravzaprav zaključujemo z jutrišnjim dnem. Socialni teden se je začel pred dobrim tednom, poteka po celi Sloveniji. Letos je v okviru socialnega tedna organiziranih kar 83 dogodkov. In tudi ta nocojšnji večer, ta nocojšnji dogodek je eden izmed teh dogodkov socialnega tedna. Vsako leto ima socialni teden nek skupen naslov, potem so pa organizirali najrazličnejši dogodki od pogovornih večerov, okroglih miz, umetniških večerov in tako naprej, pač na temo socialnega tedna. Letošnji socialni teden nosi naslov Skoči ven. In prav za letošnji socialni teden je bila izdelana tudi napisana posebna poslanica Skoči ven, v kateri pripravljavci ustvarjalnega tedna spodbujajo nas vse, da bi ob začetku 100. obletnice Prve svetovne vojne skočili iz konfliktov, da bi ob 25. obletnici padca Berlinskega zidu skočili iz getov in iz lobijev in da bi ob 10. obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo skočili po dobre ideje. Torej, vsak skok iz je hkrati tudi skok v. Letos ima socialni teden tudi socialno noto, in sicer zbirajo se didaktični pripomočki za eno slovensko redovnico, sestro Stavko Cekuta, ki dela v Albaniji z otroki, ki nimajo družine, ki izhajajo iz težkih življenjskih razmer, matere v prostituciji, očetje v zaporu. Zbirajo se pa didaktični pripomočki, tako da, če imate tudi kaj takšnega, se lahko z Jasmino slišite, pa so vam midva potem slišala naprej, da bomo to dostavili socialni akademiji. Preden predamo besedo Jasmini in pa naši gosti, pa vas vabim, da si pogledamo še ta promocijski video socialnega tedna, ki je bil posnet prav v tej priložnosti. Najlepša hvala in lep večer vsem.
Tako, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in seveda, dragi obiskovalci, lepo, da ste se odločili nocojšnji večer preživeti v naši družbi. Nekoliko manj nas je, vendar bo to še toliko bolje. Seveda, prav prijeten pozdrav predvsem vam, gospa Silva Matos. Gospa Silva, vi pišete že od nekdaj o sebi, o ljudeh, ki jih imate radi, o doživetjih v družini, tudi v širših krogih, širših odnosih, kar se predvsem lepo kaže v vaši knjigi Utrinki življenja, o kateri so tudi že govorili in imeli predstavitev v okviru sodelovanja s kulturnim društvom in seveda z Mohorjevo družbo. Seveda dotikate se in odkrivate te kreativne potenciale v ljudeh, kar se seveda kaže v tej knjigi, o kateri bova pa danes nekoliko več spregovorili. Izvajate tudi seveda predavanja in različne delavnice v seveda različnih organizacijah, društvih, skupinah in poleg tega tudi terapevtsko, individualno pomagate ljudem, da nekako pridajo oziroma najdejo pot do sebe oziroma do svoje ustvarjalnosti. No, v knjigi, ki je seveda pred nama, so nanizana doživljanja in razmišljanja nekaterih izjemno uspešnih ustvarjalnih ljudi, seveda v slovenskem prostoru, pa tudi tisti, ki svoje izkušnje, ki so delili z vami, vendar njihova imena niso razkrita. Spomnim se recimo zapisa iz knjige, kjer je Niko Grafenauer zapisal, da je šele njegovo srečanje s Kosovelom, ko se je srečal z njegovimi pesmimi, se je zgodil v njem ta identifikacijski premik. In šele na to se je začel nekako bolje in več posvečati poeziji sami. No, torej, nekako lahko rečemo, da vsak posameznik doživi nek notranji premik v sebi in seveda iz zunanjega sveta, vendar nekateri pa to ne doživijo oziroma doživijo nekoliko kasneje. Kaj lahko rečeva, kdo sploh je ustvarjalni človek in kako pridemo do tega? No, v tej knjigi sem prav to želela izpostaviti. Ne? Tukaj so, kot ste omenili, tudi zgodbe in ko jih prebiraš, je očitno, da ima vsak človek tudi na tem področju popolnoma edinstveno pot. Da pa je seveda v vsakem človeku položeno nekaj enkratnega, niti dva človeka na svetu si nista enaka. To je mene, ko sem prišla do tega spoznanja, tako spravila v eno tako držo, da sem se začela zelo intenzivno resnično ukvarjati s človekom, ne samo s svojimi bližnjimi, ampak sploh neverjetno je, kakšna skrivnost je človek. In prav to je tisto, v vsakem človeku je nekaj položeno. On ima s temi svojimi posebnostmi enkratno nalogo. In te posebnosti mi, recimo starši, jaz imam 4 otroke, imam zdaj 11 vnukov in tudi zdaj v tem obdobju lahko opazujem, kako so popolnoma različni. In mi, starši, kot sem rekla, imamo po svoje težko, ampak bistveno bolj prelepo nalogo, da odkrivamo te posebnosti. Da seveda, če je le to spoznanje, kako je to pomembno za tega otroka, potem te posebnosti ne samo odkrivamo, ampak jih tudi spodbujamo. In seveda, kot pravi pesnik in akademik Niko Grafenauer, on se je znašel v zgodnjem otroštvu najprej brez mame, ki mu je umrla takoj, po 2 letih pa še oče. 7 otrok je bilo in on kot pravzaprav sirota brez staršev bi se lahko znašel popolnoma brez izhodne situacije, ampak vendarle ne samo, da je našel pesnika Kosovela, ampak imel je srečo, da je prišel v stik s knjigo, torej z literaturo, ki jo je začel iskati. On bi lahko šel mimo tega, ampak on je na nek način zaslutil, da je tisto, kar njemu veliko pomeni beseda. In v tem je potem sam začel odkrivati in ne samo, da je prebiral Kosovela, on je začel pisati pesmi, čeprav so bile na začetku zelo preproste. In ravno to je pri ustvarjalnem človeku, kjer
počasi prihaja vsakdo do tega spoznanja, da tukaj nikoli ni konec. Vsak človek je rada dam to prispodobo kot neka zasnova umetnine. In ti potem počasi dodajaš kamenčke. Seveda prekrasno je, če imaš okrog sebe ljudi, ki ti znajo odpirati ta svet, da doživljaš skupaj lepoto, da imaš nek ambient, ki je neka pozitivna spodbuda. In da potem lahko sam odkrivaš, kaj te pa v resnici zanima, kaj bi rad v življenju. In ta zasnova umetnine počasi dobiva dodatne barve, linije, dobiva senčenje, neke nove like in končno pravzaprav pride lahko do nekaj čudovitega, kot je človek sam po sebi. A ne? Res pa je, kako do tega pridemo na različne načine, zelo različne načine in to je tudi izpostavljeno v knjigi, v teh zgodbah, kot ste rekli, tudi ljudi, ki niso imenovani tudi zato, ker je njihova zgodba zelo težka zgodba, ki izhaja iz njihove stiske, ki so jo zaupali meni in so seveda potem dovolili, da se je to znašlo v knjigi, ampak ne želijo, da se izpostavi njihova Slovenija je majhna in se prepoznavamo in sem zelo spoštovala to, da so in hvaležna sem, da so pa dovolili, da je to vključeno. No, mi tudi. No, kdaj pa v resnici ljudje začutijo ta premik v sebi, ta premik ustvarjalnosti? Vemo, da v različnih življenjskih obdobjih se nekako ta ustvarjalnost različno kaže. Verjetno je nekako tudi ta največji premik radovednost, ne? Kot vemo pri otrocih. Ne? Ja, no, kadar nekdo reče radovednost, jaz samo predstavljam tistega mojega vnuka Jana, kako je od samega začetka kar trepetalo v njem, od te radovednosti, od tega iskanja. Vsak torej, gib je kazal, kako želi srkati življenje in kako je ta radovednost pravzaprav vsakem otroku in čudovito je, da uspemo ohranjati radovednost. Vse se zgodi potem v različnih obdobjih, kot pravite, da pride lahko do neke ne ravno blokade, ampak nekega zastoja lahko je to sestavni del, neka pasivnost razvoja, ko se človek ko se usmeri vase, razmišlja, preverja in tudi napada, preverja avtoritete in tako dalje. Ampak vendarle naj bi bilo v življenju to resnično spodbujeno na tak način, da bi se ohranjala neka drža, ki bi vodila v večjo odprtost, v iskanje resnice, v to, kaj ustvarjalnost je pravzaprav to, kar je letošnji socialni teden želel povedati, ne, skoči ven, torej pojdi ven iz tistega kroga, v katerem se gibljamo v nekih navadah, v nekih predpostavkah, da edino to je prav, v predpostavki, da se ne sme nič spremeniti, če se spremeni, se počutimo ogrožene, ker je po svoje tudi razumljivo, ne, da smo negotovi, ker so to nove okoliščine, ki prinašajo nepredvidljive posledice in ne vemo, kaj to pomeni za nas, ampak ustvarjalen človek je prav v tem, se odrazi v tem, da je vztrajen v tem iskanju, v odprtosti tudi do soljudi, do različnosti, da gre, kot je en odlomek, prekrasno je izpostavljeno in se mi zdi zelo pomembno to poudarjati tudi v današnjem času, kar se nam dogaja, pojdi 1 miljo dlje. A veste, ko že misliš, da si dovolj vložil v neko katerokoli področje, se tu ne gre samo za umetnost ali pa za tiste, ki na tehničnem področju so iznašli nekaj novega, tukaj je izpostavljeno ob teh različnih iskanjih človeka, kako je nastalo letalo. Ne? Dokler ni tisti, ki so ustvarjali letalo, ki niso prešli
te blokade, da mora letalo pravzaprav upoštevati značilnost letenja ptic. Do takrat niso uspeli. Potrebno je bilo izstopiti iz te fiksacije, iz tega mnenja, da je to nujno. In potem šele se je premaknilo. In podobno je v življenju. Jaz sem tu izpostavila v knjigi tudi 6 lastnosti, ki so zelo pomembne, posebno na nekaterih področjih. Seveda raziskave o tem, kaj vse je pomembno za ustvarjalnost, so bile zelo različne, ampak vse po vrsti izpostavljajo to, da moraš pravzaprav premagati v sebi to pasivnost in to, kar danes dostikrat opazimo, da je človek nagnjen prevečkrat k temu, drugi mi morajo povedati, kaj je najbolje, ampak da ti iščeš, da tudi o problemu ne omagaš hitro, ampak da iščeš rešitev, da si sposoben pravzaprav preiti neke, kot smo rekli, navade. Se mogoče bi tiste... ravno... To se mi zdi zelo pomembno tudi na poslovnem področju. Šest lastnosti ustvarjalnih ljudi. Jih kar preberem. Torej, intenzivno prizadevanje, da osmislijo, uredijo in poenostavijo, ko odkrivajo kak zmeden pojav. Odkrivajo in natančno opredelijo, omejijo problem. Umska gibljivost, da odkrivajo nove možnosti. Pripravljenost na tveganje, da ob iskanju rešitev doživijo neuspeh in se učijo iz napak. Sposobni so objektivno, kritično pretehtati, preveriti svoje ideje in rešitve. In še 6. lastnost. Okrepljeni so z notranjo motivacijo, v zadovoljstvu jim je že sam projekt, ki ga proučujejo. No in tu bi morda, ker ravno govorimo o teh uspešnih, teh lastnosti, uspešnih ljudeh, in ker ste tudi omenila podjetnika, oziroma letala, bi jaz kar prebrala, če lahko, samo trenutek. Ja, tukaj je. Torej od Marjana Batagelja, podjetnika, njegov zapis Ustvarjalnost v poslovnem svetu. Ga kar preberem. Lahko se poznate, kdo je ta gospod Marjan Batagel? Poznate? Izredno. Lahko malo glasneje. Lahko se sliši. Ne se ne sliši. Ok, bova glasni. Torej, on vodi Postojnsko jamo, je pa izumitelj. On je zelo, zelo malih, nič ne vem kakšnih sredstev je postal velik podjetnik in je pravzaprav izreden voditelj tudi. No, in jaz sem zelo vesela, ko mi je povedal, kako gleda na to svojo vlogo. Ustvarjalen vodja, ki ni samo karizmatik, ampak je dejansko v tem videl smisel svojega življenja in deluje, kjerkoli se pojavi v tem smislu. Tako. No, bom njegov zapis prebrala. Gre pa takole. Ustvarjalnost, spodbujanje ustvarjalnosti je v poslovnem svetu ključno za doseganje nadpovprečnih rezultatov. Kot vodja moram svojo idejo znati razložiti, zato si vzamem čas za razlago, da jo sodelavci razumejo na način, kot sam razmišljam. S tem, ko jih sprašujem, kaj o tem mislijo, jih povlečem v svoj svet in ideja začne dobivati obliko. Pri ustvarjalnosti ne gre za linearen način razmišljanja, ki je predvidljiv, saj moraš najprej zastreti, odmisliti predvidljive poti in šele nato se začne prava ustvarjalnost. Bistvo ustvarjalnega razmišljanja in dela je izhodišče, kako bom nekaj počel kot prvi in drugače od drugih. Tudi če sem neizkušen v kaki zadevi, to ni ovira, saj je pogled od zunaj najdragocenejši, kot na primer pri otrocih. Otroci rešujejo z otroško logiko tudi najtežje probleme, pa ne zato, ker bi nekaj morali vedeti.
Ustvarjalni človek mora biti dober v razmišljanju kot tudi v predvidevanju, saj je potrebno zaznati, oceniti tudi to, kaj je res mogoče izvesti, sicer je ustvarjalnost neproduktivna. Karizma ne pomeni nič drugega, kot da razmišljaš drugače, a vendar na način, ki je ljudem blizu, tako da te okolica razume, saj te ravno zato sprejme. Statistična situacija, ko se bojimo kaj spremeniti, je zavora. Pred spremembami je vedno odpor, a le s spremembami gre razvoj naprej. Otroka velikokrat vzamem za prispodobo razvoja in rasti, kajti otrok se neprestano spreminja. Če se iz raznih razlogov ne spreminja, v družbi vrstnikov zaostaja. Introvertiranost moraš neprestano prebujati, sicer ti okolica narekuje način obnašanja, ki pa ni nujno tebi svojski. Ni pa lahko biti ustvarjalen v praksi. To ni lahka pot, se ima veliko ovir in strahu. Mišljenje, da bi moralo biti vse tako, kot je ljudem ljubše od sprememb. Zato so navade največji sovražnik ustvarjalnosti. Umetniki so pogosto postali slavni potem, ko so že odšli. To pa zato, ker je njihova ustvarjalnost presegla običajno obzorje vidnega. Zakaj sem drugačen, če vidim čez hrib, pa niti na vrhu še nisem bil? Zakaj se mi je zgodilo, da sem delal nekaj, kar je bilo za druge neobičajno, potem pa se je izkazalo, da sem imel prav? Ker sem ustvarjalen. Ko prepoznaš sebe, nisi več sam, zato moraš ostajati vedno zvest najprej sebi. Podjetništvo je kot dirigiranje, dirigent je vodja, ki mora obvladati vse inštrumente, da zveni orkester kot celota. Če ne, ne gre glasba v ušesa in še laik ve, da nekaj ni v redu. Enako je v podjetju. Največ mi pomeni to, da lahko svoje otroke učim, da ne bodo delali napak tam, kjer sem jih naredil že sam. Marjan Vatagerit, podjetnik. Gospa Silva, ker so že pri podjetniku, kako pa je s to ustvarjalnostjo v podjetnem življenju oziroma v poslovnem svetu in kako je to v privatnem življenju, torej nekako v teh osebnih odnosih s to ustvarjalnostjo? Kakšna je razlika v bistvu? Meni je ravno ta odlomek tako všeč, ker se v bistvu ta svet povezuje. Ti ne moreš biti iztrgan iz enega okolja in tam si ustvarjalen, to je pravzaprav ni. Tukaj je neka drža izpostavljena, ki se mi zdi zelo pomembna tudi v domačem okolju, da se učimo ali pa da učimo mlado generacijo ali pa otroke ali pa tiste, ki se že odpravljajo na svojo pot, da nič hudega, če narediš tudi kakšno napako. Ker velika ovira in blokada je tisti perfekcionizem. Meni se pa to ne bo nikoli zgodilo. Jaz pa tega ne bom nikoli kako bi rekla, v življenju se bom na tak način obnašal, da bo vedno tako, kot si jaz zamišljam. In to je pravzaprav prva napaka, ki se lahko zgodi. In vemo, da se velikokrat enostavno sesujejo, odpovedo mladi ljudje zato, ker se jim pa potem vendarle zgodi, pa ves čas so bili podprti v tem, da pa nikakor se to ne sme zgoditi. Torej to, da preizkušam, da je možnost, da prvič ne uspem, da je ta vztrajnost, da pa poskusim še na drug način, pa poiščem še dodatno neke možnosti, je izredno pomembno. In seveda je pa potrebno tudi, da so neki okviri. Recimo, vemo, da se danes dogaja tudi to, da se starši včasih v dobri veri, da bi bilo naše otroke treba razviti na vseh področjih. Jih potem pošiljamo v najrazličnejše področja, krožke, tečaje, dodatne aktivnosti. Jaz se spominjam, da sem jaz to enkrat se znašla v eni taki situaciji. Bila sem spet celo popoldne v avtu in sem rekla, kaj se pravzaprav nam dogaja. Letamo iz enega naslova na drug naslov in enostavno nismo več sploh skupaj in nimamo časa,
da bi otrok začutil sebe, da bi se na svoj način igral oziroma da bi poskušal začutiti, kdo sploh je. In to se je izkazalo, ne, da ta struktura je pomembna. Ravno prav je neka modrost. Ravno prav. Kako tudi in tudi v odrasli dobi, zelo pomembno, kako jaz prepoznam sebe v tistem svojem bistvu, da si znam prisluhniti, da začutim, v kakšni situaciji sem in kaj je tisto, neka doza, doziranje, prava mera. In se zgodi, da potem otroci, ki samo begajo sem pa tja, enostavno se vse skupaj zgrmi v prepad. Vse skupaj je prazno, ker ni več, ne ve več, kje je glava, kje je rep, ni več tistega doživljanja in seveda počasi lahko izgubi na nek način sam sebe in je samo še orodje v rokah staršev. To sem mogoče zdaj pretiravala, ampak je izredno pomembno za ustvarjalnost je, da začutimo, torej tisti, ki spodbuja pri drugih to področje, tako kot je tudi gospod Batagel omenil. Karizma ni samo to, da jaz imam to moč, ampak da znam to na tak način, da se začutimo, da se razumemo, da se spodbudimo, da je ta spodbuda potem skupna tudi nek cilj, ki si ga postavimo, da ta cilj, če ga ne dosežemo, znamo potem sprejeti kot neko prehodno fazo ali pa se neko korekcijo, stopimo ven iz tiste fiksne ideje, kaj je naš cilj, da se znamo lotiti problemov na tak način, kot so dejansko možnosti, kot je bilo rečeno. In seveda počasi, samo še to, izredno pomembno, zakaj jaz delujem. Ker ustvarjalen človek, ali pa takrat, ko tudi otroka, ko začuti to ustvarjalnost, ta svet, ki ga pritegne, ki ga veseli, ne rabi za vsako potezo, za vsak premik, ki ga naredi, pohvalo. Ampak začuti to, ne bom rekla ravno ljubezen, ampak to globino in to bistvo svojega delovanja. In iz tega začne črpati moč. No, in kako, ko smo že pri otrocih, kako pa v bistvu še lahko spodbujajo svojo ustvarjalnost? Ali je to recimo smehom, ali je to z igranjem? Na kakšen način lahko to še spodbudijo v sebi, da začutijo? Ne samo recimo s toplino, z ljubeznijo, ampak kakšni so še načini? Ja, spet smo tam, To je odvisno je od konkretnega otroka oziroma od konkretnega človeka. Zdaj razumljivo, ko rečemo smeh, kdo pa ne mara smeha. Danes vemo, da so vse predstave tam, kjer je humor, so takoj razprodane, vse polno in se ponavlja in ponavlja. To je dan, ki ga nismo izkoristili v tem smislu, da se ne nasmejimo, pravijo izgubljen celo. In vsekakor smeh odpira človeka, mu daje nekaj več poleta, mu daje več veselja za odnose, ima več volje za to, da se loti potem. Ampak seveda, kako pa priti do smeha? Smeh ni samo to, da mi se nasmehnemo tukaj, v tem delu, ampak smeh mora biti v očeh, v tem dejansko v srcu, v tisto iskreno, pristno veselje. Ni to neko divjanje, ampak je radost življenja. In ustvarjalen človek polno živi v tem smislu, da se veseli svoje ustvarjalnosti in ko nekateri, ki šele s časoma pridejo do tega delovanja, se jim vidi, torej, da so polni žara, da jih to veseli. In tudi, kadar je težko, jaz sem recimo prav vesela, da sem vključila to Katarino Venturini, najbolj ste slišali za svetovno prvakinjo v športnih plesih. Ona je res umetnica na tem svojem področju, ampak je ustanovila podjetje, morala se je tudi preživljati. In je, kako zdaj to uravnavati, da ostaneš svojo ustvarjalnosti, s svojim žarom, da to živiš, da deluješ v tem smislu in kako to uravnavati potem z temi formalnostmi, birokracijo, da se preživiš in tako dalje.
Ampak ona mi je prav primer človeka. Ona je prav to. Ona je radost, je življenje sprejema tudi v teh preizkušnjah, ki jih ima, vsak človek, ki jih ima, je na nek način sprejela z eno dobro voljo, z enim optimizmom, z eno tisto voljo, da gremo, tudi če se nam nekaj postavi pred nas, ko nismo pričakovali, včasih se seveda zgodijo tudi nepojmljive stvari, ki jih nikoli ne bi pričakovali. Dokler se dogajajo drugim, je še, ne? Ampak meni, da bi se in se zgodi, in kljub temu stopiš naprej. Greš, poiščeš tisto svojo notranjo moč, ki jo sploh še nismo izkoristili, ker to je tudi moje spoznanje, tudi kasneje, ne samo, da sem sama to doživela, ampak doživljam ob ljudeh, ki so popolnoma bili že obupani na tleh, vsi prizadeti z občutkom neke zapuščenosti, da jih ljudje ne razumejo, da so jih zavrgli celo, pa so potem našli iz te pozicije, našli korake naprej in odkrili popolnoma nove vidike sebe in svojih potencialov. Tako, sedaj so se tudi nekoliko dotaknili poglavja, ko govorite o ustvarjalnosti v času krize. Tudi vi ste imela eno takšno obdobje, krizo, ki vas je nekako spodbudila iti naprej. Ne? In kako je v bistvu s to ustvarjalnostjo v času krize? Kako se lahko spopadamo s tem? Kaj je potrebno, da izlezemo iz tega? Ja, spet vsak na svoj način, ampak jaz sem, če je to ta kriza, ne, ko se ti najbližji znajde v hudi bolezni in ko se boriš z ne vem kakšnimi močmi, ki jih prej sploh ne poznaš, za življenje, skušaš reševati. In sem tudi jaz na lastni koži to doživela, da misliš, da boš to vse, da ti gre, saj si utrujen, ampak to sploh ni pomembno. Ti pozabiš na sebe. In potem pa začutiš, da se vse, kar v življenju doživljaš, kar se ti dogaja, tako lepe kot težke stvari beležijo. Meni je to tudi neko posebno spoznanje. Iz literature sem pač poznala, da telo zapisuje vse, kar doživljamo, od otroštva, vse se zabeleži. Zato rečejo, kar zdaj me ne poslušaš, ampak boš že videl, ko boš pa enkrat v mojih letih, se bo pa to vse poznalo. Ne? To je obdobje, ko mi nič na to ne damo, ampak jaz sem na lastni koži doživela, ko sem pozabila nase. Lahko danes rečem, nisem imela možnosti, ker sem bila s vsemi svojimi močmi na drugem področju, ampak potem je bil rezultat tega, da sem doživela popolno bolečino celotnega telesa, vsaka kost me je bolela. Torej, res tako, da če ne doživiš, ne verjameš. Ne? Ampak to je po vseh pregledih, ki sem jih potem, se ni nič izkazalo, bilo vse bebe. In ko sem se jaz pač okrepila, ko sem dobila spet tisto notranjo moč, ko sem se začela veseliti, da je zdaj rezultat teh mojih naporov, da je vsak dan dragocen, ki ga preživim skupaj s človekom, ki ga imam najrajši na svetu. In je to odzvenelo. Je odšlo tako, kot je prišlo. Torej, vedno moramo prisluhniti sami sebi oziroma notranjemu glasu, ki nas vedno nekako opominja, ne? Da tukaj le smo. In verjetno je tu tudi zelo pomembna komunikacija s samim seboj in tudi zunanjim svetom, torej sočlovekom. Recimo, meni je ostal v spominu zapis, mislim, da je ravno tukaj, da med ljudmi vedno vladajo te šibke komunikacije in kot je pravil Dalaj Lama, smo šli na pot prav do Lune in nazaj, a imamo problem iti kratko pot čez cesto, da bi se srečali z novim sosedom. Torej, kako je v bistvu bistvena komunikacija? Ja, odnosi. Tako. Ja.
Zdaj, če pogledam ljudi, ki se poslavljajo, ne, kaj jih takrat skrbi? Ali so speljali odnos? Ali bi lahko na tem področju mogoče vendarle se pogovoril z nekom, s katerim se je zapletel, morda dobil neko potrdilo ali pa izrazil ljubezen do svojega otroka ali pa do nekoga, ali pa se spravil s sosedom in tako naprej. Torej, ti odnosi se jih dolgo časa ne zavedamo, kako so pomembni. Žal mi je, da se velikokrat zavemo pomembnosti tega šele takrat, ko smo že zelo globoko v problemih, ko smo se zapletli, ko ne vemo več, kako bi se pravzaprav izvlekli. In takrat, preden sem začela z svojimi delavnicami, kako obvladamo stres, sem jaz rekla, pa to je čisti nesmisel. Kako to? Pa to je treba ljudem povedati, to je treba. Ne moreš jim povedati takrat, ko ti začutiš, da bi morali vedeti. Ampak vseeno pa lahko za svojim načinom morda spodbudiš, da najde v sebi, da začne iskati v sebi, da se v tem svojem tempu, v svojem procesu sooči z vsem tem, kar se mu dogaja, pa mogoče tudi s temi škodljivimi vzorci komunikacije, kot pravite, a ne? Ti škodljivi vzorci, ki ga neprestano vlečejo nazaj, kjer enostavno ga ustavijo takrat, ko bi imel veliko priložnost, da bi iz sebe nekaj naredil več. In to je potem priložnost, tako kot je, sva na začetku rekli, Niko Grafenauer v eni pesmi, ki jo prebral, iz tiste čudovitega kraškega okolja, ta veter, ta igra skal in flore in začutil, da je v njem neko hrepenenje. Nekaj podobnega se zgodi človeku, ki je skoraj že čist na dnu, pa potem zasluti, da se konec koncev lahko pa s tem svojim hrepenenjem, ta skrivnost življenja, da je nekaj drugega, kot pa je samo to, kar zdaj doživlja. In primeri ljudi, ki sem tudi nekaj tukaj omenila, da potem prav svojo ustvarjalnostjo, ki sploh se niso zavedali, najdejo pogum, da gredo naprej. In odkrivajo prelepe vidike, prelepe darove, ki so, kot sem na začetku rekla, tudi posebnosti, njihove enkratne posebnosti. In da se tam potem vsi znajo sami pomagati. Ja. No, prejle sva omenili tudi na začetku perfekcionizem. In tudi sedaj sva govorili o tej komunikaciji, o odnosih. Zelo zanimiv je tu zapis o zakoncih, kjer nekako ne slišita drug drugega, oziroma ta perfekcionizem je mičken nadvladal, bi lahko rekli. Tako da, gospa Silva, če bi morda vi na strani 25. Ja. Mičken. To je res nekaj, kar se mi zdi, da je zelo pomembno. Perfekcionizem sem že omenila, ampak ta gospa Dora se je z veliko prizadetostjo spominjala svojega otroštva. Otroštvo je seveda včasih ne samo lepo, ampak je tudi težko. In ona je imela težko otroštvo. In dobesedno občutek je bil, da so jo starši ob ločitvi dobesedno zavrgli. Od takrat je namreč morala živeti kot majhna punčka pri svojem stricu, ki je sicer skrbel zanjo, a ni mogel nadomestiti ljubečih staršev. Ko se je odločila, da vzame življenje v svoje roke, se je z vsemi močmi pognala v svoje izobraževanje. Uspelo ji je, dosegla je visoko stopnjo znanja, dobila dobro službo in potem si je želela ustvariti družino, da bo uresničila vse tisto, kar prej ni imela, da bo srečna, tako družino. Našla je moža, ki mu je hotela dati vse najboljše, da bosta skupaj vse življenje, da se nikoli ne bo zgodilo to, kar se je njenim staršem. In res dobila sta 2 otroka, Dora je bila dobra, v narekovaju popolna mama in žena. Želela je biti popolna.
Moža je na vse načine razvajala, skrbela je zanj, mu oblikovala njegov imidž, torej zunanjost, urejala vse za njegov popoln videz, pomagala pri problemih v službi. Sama je svojo službo podrejala družini, da bi ta imela res vse, kar potrebuje. Njihov dom je bil vzor urejenosti in udobja. Imeli so vse. Fanta sta rasla v spodbudah za ves potreben razvoj. Vključila sta se v študij na univerzi, mož se je počasi vzpenjal po lestvici uspešnosti. Vse to je Dora natančno spremljala in mu pomagala z nasveti. Ona je imela tudi v službi več uspeha, bila je bolj sposobna od svojega moža, ampak skrbela je zanj, garala, bila napeta, da ne bi kaj izpustila. A bila je prepričana, da je vse v redu. Doživela je popoln šok. Mož je sporočil, da odhaja. Z mlado sodelavko jo je zapustil. Bila je pretresena. Ni mogla verjeti, ni mogla sprejeti. Skozi proces je počasi spoznala, kako močno razdiralno je na družino vplivala njena težnja, da bi v popolnosti kontrolirala vse, kar poteka v družini, v vsakem članu, posebno pa je nadzirala in vodila moža, ki je komaj lahko dihal in se je ob njeni vse splošni uspešnosti počutil nepomembnega, majhnega, nesposobnega, neslišanega, nesprijetega, nerazumljenega, celo neljubljenega. V svojem krču strahu, da ne bi se ponovila zgodba njenih staršev, je kreirala zaprtost in stroga pravila, ki so omogočala obvladljivo kontrolo. Morala je skozi vsa nakopičena čustva. Počasi je sprejela svoj položaj, sebe in svojo bolečino. Potrebovala je toplo odejo za pot skozi mrzel čas, dobre misli za svoj navdih, da je odrinila na pot proti luči, ki je zasijala tam daleč. Tako, torej tukaj smo videli tudi, da se je soočala s strahom. Ne? Strah je pa nekako ključen pri ustvarjalnosti. Lahko je zaviralen, lahko je pa spodbojevalen oziroma ustvarjalen. Kako je pri tem? Kaj strah lahko povzroči? Ja, strah je dobrodošel za človeka, ker nam omogoča neko preživetje, da nismo brez glavo, ne, kar na vseh situacijah, vseh okoliščinah. Seveda pa je strah v tistem smislu, da nas ustavlja v našem bistvu, pa absolutno zavora ustvarjalnosti. Posebno fantazijski strah, ki ga jaz omenjam tu in izpostavljam tudi nekatere tehnike, kako se ga lotiti, kako se zoperstaviti. To je ta fantazijski strah, kaj bo, kaj se bo zgodilo, pa čeprav se sploh še ni in se velikokrat sploh nič ne zgodi, ampak meni to enostavno oblikuje življenje, mojo držo in me ustavlja in si več ne upam, počasi me to zapira, tako v odnosih, kot tudi v mojih korakih v življenju. Seveda je to spoznanje, da je to drža, ki je razdiralna, včasih zelo pozna. To so tiste, kako bi rekla, ta način življenja, ta črnogledost, ta občutljivost za vse, kar se dogaja, ker je povsod nek riziko, ki me ogroža. To je ravno obratno, kar se ob tej ustvarjalni drži priporoča. Ta odprtost, ta drža soočanja, reševanja, odkrivanja, radovednost, ki te včasih tudi pripelje, da hodiš po robu, tudi klecneš in seveda je lahko tudi nevarno, ampak seveda mora biti ta ustvarjalnost povezana z enimi odnosi, z spoštovanjem do drugih ljudi, spoštovanjem do sebe, z nekimi etičnimi vrednotami. Ni to kar tako, da bi jaz pa zaradi tega, ker imam jaz v sebi to položeno, pa potem grem proti tistim svetim vrednotam, ki so pa
seveda bistvene v življenju vsakega človeka. No, tudi tesnoba ima podobno vlogo, tako kot strah. Morda bova nekoliko kasneje še o tem. Sedaj bomo pa seveda, ker vemo, da umetnost je nek vir bistva in seveda lepa beseda, pesem, ki odpre dušo in srce, in seveda lepa glasba, ki zazveni in seveda nas napolni z radostjo in globokimi doživetji. Tako bomo prisluhnili glasbenima gostoma, učenki violine Manci Bergles in Luciano Cetino. Slišali pa bomo skladbo Oskarja Ridinga Concertino. Tako da, kar prisluhnimo. Dajmo kar en aplavz.
ko pred tako čudovitimi glasbenimi zvoki, ne, sva Silva govorili o strahu in ustvarjalnosti. Tukaj strahu ni bilo. Kako pa je v bistvu stresom in ustvarjalnostjo? Stres je lahko ravno tako negativen, zaviralen, kot tudi pozitiven. Včasih stres pripomore k temu, da dobiš še večji zagon in nove cilje. Kako je s tem? Morda bi malo več poveste o tem. Ja, sej, zato pa rečejo prijazen stres. Ne? Tudi kakšen stres je prijazen, ampak seveda tisti škodljivi, razdiralen, ko se pa resnično stvari nabirajo, ko pridem do enega načina življenja, kjer se pravzaprav ne bi več prepoznala, kjer je polno mask, polno sprenevedanja, navidezne sreče tudi, ne, navideznega veselja. Zato sem prej rekla, ne, ta je res radost, tista pristna. So pa seveda, kot sem prej že omenila, tudi situacije, ko pa človek se znajde nepredvidoma v taki šokantni situaciji, tako nepredvidljivi situaciji, da je razumljivo, da na tak način telo in duša in reagiraš in se je potrebno počasi pobrati. Ne. Kot sem rekla prej, je velikokrat človek pač na tak način hodimo skozi življenje, da kar mislimo pa sej, a ne, tako je, ne, pač tako je, ne da se drugače, sej ne gre, to se od mene pričakuje, na ta način sem se navadil, ne, ali nič se ne da v teh odnosih in tako naprej. Vedno je pomembno, da si vzamemo občasno čas zase, za razmislek, za odmik od tega, kar se mi dogaja vsak dan. To so različni načini. To je tudi znotraj lahko neke skupnosti, neke družine, nekih odnosov. Lahko pa seveda, kar je tudi zelo pomembno, v smislu neke moje vloge. Ali moje individualne vloge, lahko je to strokovna vloga, lahko je vloga kot moža, žene, starša, ne vem, tudi različnih okoliščin, konec koncev zdaj danes je ta politični izhod, ne, tudi to je zelo pomembno, da jaz delujem, kjerkoli sem do neke mere pristen način. Da se čutim v tej vlogi dejansko tudi na nek način doma. Težko se čutiš povsem doma, ampak res je, pomemben je odmik, pomemben je premislek, pomemben je to srečanje samo. Zdaj pa kaj se dogaja, ne? Velikokrat se dogaja, da ljudje tega ne upamo. Da ogromno ljudi na razne načine beži pred samim seboj. Ne samo v te zasvojenosti, ali alkohol, ali droge, ali pač v nek deloholizem, stalno samo delam in ni važno kaj. Lahko čisto nepomembne stvari, samo da nimam nič časa, ne, da se ne srečam s sabo. In zato je tako pomembno, da mi že v otroškem obdobju pustimo, da se že otroci navadijo na to doživljanje lepote. Ali je to glasba, ali je to narava, ali je neka umetnost, ali je ta svet, ki je tako pester v raznih podobah in oblikah in seveda v medsebojnih odnosih. In če je to v meni, ta zasnova, če je to seme v človeku, potem ostaja tudi kasneje. Jaz vem, da smo mi vse otroke okužili z gorami. In mene je to je že moj oče, meni to omogočil, da sem spoznala, kakšna doživetja so, ko prideš ti na vrh, ko se potrudiš, da se naučiš tudi, kako se v različnih težavnostnih situacijah obnašati in tako. In se opaža, da se zdaj tudi naši vnuki nekako v to prihajajo. In to je nekaj, kar ne da bi zdaj to spodbujali kot nek ekstremizem, ne? To je druga plat medalja, ne? Ampak da so ta doživetja, ki nas polnijo. In v takih situacijah
prihaja človek, ne da bi si popolnoma načrtoval, čeprav tudi načrtovanje srečanja s samim seboj so pomembna v življenju, da si vzamem pa več časa, ne, vsako leto vsaj enkrat, ampak da sem v teh okoliščinah občutljiva, da se me dotaknejo stvari, ne da samo divjam na vrh, ampak da vidim tudi tisto lepoto, to rožo na skali. Jaz sem opisala to doživetje moje, kako sem občudovala to drevo, ki je raslo dobesedno iz niča. Kakšna tista vztrajnost in moč in volja, da se ukoreninim praktično brez podlage, ampak zrastem. Ne? In to se samo v naravi, v tem stvarstvu, ki ogromno govori, nam da ogromno idej za ustvarjalnost, ne samo barve, ampak sploh način življenja in naše odzivanje in te globine, da jih odpiramo. In to je res velika opora takrat, ko smo pod hudimi pritiski. In lažje pridemo ven. Te delavnice, ki sem jih jaz imela, sem v teh, to je bilo 130, 140 delavnic z ljudje, ki so iskali pravzaprav ta mir in ta način, kako si v življenju nekaj več kvalitete, nekaj več pristnosti, nekaj več resnice, nekaj več opremljenosti za reševanje konfliktov, ne? Ker tudi tukaj je treba biti ustvarjalen. Ne? Ravno, ko omenjate vaše delavnice in prej ste omenjala naravo in kako lahko nekako pridemo do svojega bistva, je zelo zanimiva tudi tehnika, ki jo vi uporabljate. Sicer ne gre za zdravljenje, gre v bistvu za način sproščanja in sicer gre za tehniko doseganja čustvene svobode. Aha, ja. Kakšna je to tehnika? No, moram reči, jaz na svojih delavnicah to nisem. Smo se pogovarjali kot o neki možnosti emotional freedom tehnik, ne, ki je pa se zadnje čase zelo razširila po Sloveniji. Moram reči, že ogromno skupin po vsej Sloveniji, ne vem, če je v Krškem kdo, ki se s tem ukvarja, ampak jaz sem jo omenila, zato ker je to neka čisto preprosta metoda, ko si ljudje sami pomagajo iz kakšne občasne stiske. Jaz jo kdaj uporabljam v psihoterapiji samo kot neko spodbudo, da lahko tudi premostimo na nek način, na ta način neko težavo. Ni pa to edini način ali pa nek popoln način, da pridemo do reševanja vsega, kar nam življenje prinaša. Ne? Ampak to je, ta tehnika izhaja iz nekega prepričanja, da je človekovo telo energija, ne? Da se pretaka po nas neprestano energija, tako kot elektrika. In če ti povzročiš z neko stisko ali neko skrb strahom recimo, ali pa z neko predvsem zamere so tiste, ki se vlečejo, ki se navsezadnje potem, kako bi rekla, ena konstrukcija nastane potem, ki je zelo razdiralna, celo sovraštvo in to povzroča zelo hude zastoje, ki dolgo časa lahko trajajo. Ne? Tukaj je potrebno narediti nekaj, da se ti zastoji, če ste kdaj šli na kakšno masažo, pa so rekli, joj, pa tukaj je pa čisto popolnoma, so pa kar vozili, je pa vse zastalo, ne, je čisto trdo in tako naprej. Že fizično se lahko otipa. Jaz recimo, ko redno v družinskem krogu seveda uporabljam to refleksno masažo stopal, ne, zdaj sem se navadila, da lahko z zaprtimi očmi začutim, kje so zastoji, kje je tista otrdlina, kot en taki kristalčki, ne, ki jih je treba z enim takim pritiskom oziroma masažo, z enim odnosom seveda v tem smislu razgraditi, da se potem bolj sprosti. In na ta način sem že recimo doma pomagala sinu, ki je šel na veliko višinsko razliko smučati in imel vedno težave z ušesi. In so ga strašno bolele. Sem samo zmasirala tisto točko in mu je bilo olajšanje. Ali pa neko bolečino ali to. Nekaj podobnega je tukaj. Tukaj so upoštevane točke,
po katerih ti trkaš, oziroma tukaj rečejo, priročnik je na internetu, je sicer zelo obsežen, vsega lahko EFT vtipka in pride do čez 80 strani priročnika, ki pa relativno komplicirano napisan, ampak ta tehnika, če koga zanima, jo lahko dobi tudi na drug način, da je tudi knjižica zdaj šla, so tudi tečaji po celi Sloveniji. Gre pa za tapkanje, za trkanje po določenih točkah, kjer so središča, kjer so centri. In sprostiš ob nekem odnosu. Samo takrat deluje sproščanje, če se ti soočiš s svojo težavo, a svojo jezo, a za svojo stisko, a z razočaranjem in ti ubesediš, medtem ko trkaš, tapkaš, ne z dvema prstoma oziroma na nekaterih točkah z enim prstom, ne tako, da bi te bolelo, ampak kar čvrsto trkaš in medtem ves čas govoriš ta svoj stavek. Čeprav me to tako jezi, da se enostavno spet ne moremo vladati, a vendarle jaz vem, da se tega lahko lotim, da sem jaz v redu. Afirmacija. Ampak to mora biti jaz zdaj čisto na splošno govorim, na ta način si ljudje, ko se navadijo na to, lahko preprečijo nespečnost, naprimer. Značilno je, da po noči dostikrat ljudje razmišljamo, pa prileze na skrb, pa te skrbi, pa takrat potem zakuhaš cel problem, in prekineš pravzaprav z eno preprosto, ne rešuje s tem recimo odnosa do svojega odraslega sina, ki si je zdaj privoščil popolnoma drug način življenja, kot si ti zamišljal in te začne skrbeti, ampak omogoči si, da se bolj okrepiš za bolj tak objektiven, trezen razgovor, recimo, in ne kompliciraš več v enem obupu ali pa v enem sovraštvu ali pa v enem razočaranju, ampak zaspiš in seveda naspan boš to bistveno lažje. Zdaj malo karikiram, ampak dejstvo je, da tukaj jaz ne bi priporočala, da bi tega priročnika ni treba sprejeti, kot da boste zdaj zdravili, ampak gre predvsem za sproščanje. Ker če bi pa hotel se s tem ukvarjati profesionalno, kot za zdravljenje določenih resnično hujših zadev, ki se te odvijajo, je pa potreben strokovnjak. Ker ste omenila potreben strokovnjak in da vi ste strokovnjakinja na vašem področju, bova počasi zaključili s tem, kako v bistvu vaši udeleženci delavnic doživljajo vaše delavnice in kako predvsem doživljate delavnice vi. Se pravi čuje? Ja, sama. Ja, to je neko posebno področje. Meni je takrat vedno, ko sem jaz prihajala domov, mož rekel, pa kako? Pa vse ste delali pozno v noč, pa 2 dni skupaj, pa kako? Nisi nič utrujena. Jaz sem prihajala domov sveža, kot da ni bilo. Vedno znova sem z radostjo presenečena in ganjena poslušala zgodbe, sprejemala, ko je kdo v skupini ali pa sam posebej na svoj način, poln zaupanja vase, izrazil svoje spoznanje in svoje odločitve, kako bo stopal naprej v bolj odkrit, duhovno bogat način življenja, da se bo bolj posvetil najpomembnejšim bližnjim, poskrbel za vdih, za doživljanje lepote, narave, se postopoma poslovil od sedanjih slabih navad in odšel na novo pot. Ko sem se včasih peljala po zaprtju delavnice domov, sem čutila polnost življenja, hvaležnost in velikokrat sem ob večerni zarji videla posebne svetlobe, ki so se mi zdele del mene same. Kar nekajkrat pa sem videla čudovite mavrice. So bile tudi te del moje notranje sreče ob odkrivanju ustvarjalnih ljudi, nove ustvarjalnosti posameznega človeka, ki so jo udeleženci želeli obuditi, pa so ostrmeli, kako jim je ob tem lepo, da bili našli dovolj volje in poguma,
pa tudi dovolj ljubezni za nadaljno pot, v polnost življenja proti svoji izpolnjenosti. Ja, odlično. Gospa Silva, čudovito je bilo govoriti z vami in želim še obilo uspehov na vaši poti in seveda tudi pri vaših delavnicah. In seveda pričakujemo tudi še kakšno knjigo. Dragi obiskovalci, prepričana sem, da so se vam porodile kakšno vprašanja, misli, občutenja. Ima morda kdo kakšno vprašanje? No, morda se vam bodo vprašanja, oziroma boste želeli vprašanja postaviti nekoliko kasneje, ko boste lahko knjigo tudi kupili in vam bo gospa Silva z veseljem podarila tudi kakšen avtogram, ne, in kakšno posvetilo, ker bomo seveda kasneje lahko se tudi skupaj podružili. Torej, želim se zahvaliti predvsem našim današnjim glasbenim gostom in seveda tudi hvala predstavniku Mohorjeve družbe, gospodu Martinu Liscu, hvala seveda predstavnikom socialnega tedna, članom Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, predvsem gospe Vidi Slivšek in seveda hvala Valvazorovi knjižnici Krško in občini Krško. Preden bomo slišali še nekaj glasbe, bi se res želela zahvaliti našim glasbenim gostom in bo pomagal kolega. Najprej seveda Manci, hvala za to čudovit glasbenih prispevek danes. Jaz sem čisto prišličko bližje. Hvala lepa. Super. Kristjan, hvala tudi vam. Vas bomo še slišali. Ljubim si tim. Hvala. In seveda, prisrčna hvala vam, gospa Silva. Hvala lepa in upam, da bova še kdaj govorili z njim. Hvala lepa. Torej, kot že omenjeno, preden zaključimo glasbo seveda Božjo dušo, bomo slišali Lucijana Cetina in Kristjana Iliča in sicer skladbo Schindlerjev seznam Johna Williamsa. In seveda, naj vas tudi vodijo pozitivne in spodbudne besede o veselju do življenja, predvsem pesnika Toneta Pavčka, ki gredo takole. Moram zaključiti z eno mislijo, ne morem si pomagati. Torej, gre pa takole. Nekoč pred leti, ko me je kot strela z jasnega zadelo hudo, mi je star mož, živi modrec, dejal: in nikdar se odslej ne boj življenja. Tako zdaj jaz govorim po njem podobne besede za vas. Ne bojte se življenja. Naj pluska v vas vso silo in vse žile, naj vas premetavajo valovi levo in desno. Tudi če ladja zadane ob skalo, se razbije, potolče, uniči, ne klonite. Zgradite novo. Morda ne bo tako lepa in razkošna kot prva, bo pa trda in cela. Tako kot vaše srce, ki je bilo nekoč ranjeno. Brazgotine se zacelijo, ostanejo, pomembno pa je, da šivi držijo in ne popustijo. Razumete, kaj sem vam želel povedati? Ne bojte se življenja, ne bojte se razbitih ladij in razbitih src. Vse se zaceli, vse se stavi. Samo verjeti morate, upati in ne kloniti. Nikoli in nikdar, pa naj se vam zdi še tako težko in tako nerešljivo. Ne bojte se življenja. Želim vam še naprej prijeten preostanek večera in srečno. Sedaj pa prisluhnimo.